Spoštovani visoki zbor, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, kjer je bilo na današnji dan, 3. decembra pred 94 leti, prvo predavanje na univerzi. Predaval je takrat 29-letni jezikoslovec, profesor dr. Fran Ramovš v slovenskem jeziku o historični gramatiki slovenskega jezika. Profesor dr. Fran Ramovš je kasneje postal 14. rektor univerze in soustanovitelj Slovenske akademije znanosti in umetnosti. S praznovanjem tedna univerze se spominjamo prvih začetkov delovanja univerze, njenih dosedanjih uspehov in podeljujemo posebne časti uspešnim članom naše univerze, ki nam utirajo pot med najboljše. Naj se uvodoma zahvalimo komornemu sestavu Akademije za glasbo pod mentorstvom profesorja Dušana Kranjca za izvedene fanfare univerzitetne ter za zapeto himno Gaudeamus akademskemu pevskemu zboru Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom Sebastiana Vrhovnika. Zdaj pa prosim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Ivana Svetlika, da nagovori prisotne. Spoštovani predsednik Ustavnega sodišča, magister Miroslav Mozetič, spoštovani gospod župan Zoran Janković, spoštovani rektori in ostali prisotni na tej slovesnosti, posebej pa spoštovani nagrajenci. Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena kot ena osrednjih narodnih institucij. Vanjo so bila položena mnogotera pričakovanja. Pričakovanje, da se bo skozi njeno delovanje razvijal slovenski jezik tudi na znanstvenih področjih, da bi tako postal enakovreden drugim jezikom. Pričakovanje, da bo univerza postala središče raziskovanja, središče ustvarjanja novega znanja, da bi tako Slovenci tudi prispevali v svetovno zakladnico znanja in ne samo črpali iz nje. Pričakovanje, da bo univerza na široko odprla vrata najsposobnejšim mladim ljudem, ki naj svojo izobrazbo okrepijo intelektualni, kulturni in razvojni potencial naroda. Pričakovanje, da bo s svojim raziskovanjem prispevala k tehnološkemu in gospodarskemu razvoju ter k dviganju kakovosti življenja prebivalstva. Pričakovanje, da bo univerza mesto akademske svobode, središče intelektualnega vrenja, kjer se med novimi generacijami rojevajo nove pobude za spremembe na tehničnem, gospodarskem in družbenem področju. Univerza v Ljubljani ta pričakovanja uresničuje že 94 let. S tem dokazuje svoje posebno poslanstvo, dokazuje se kot dejavnik družbene stabilnosti, saj je preživela države in sisteme, dokazuje pa se tudi kot dejavnik razvoja, saj je na njej diplomirala večina slovenskih diplomantov in več kot 9000 doktorjev znanosti. Še več, uvršča se med 3% najuglednejših univerz na svetu. S tem pa prispeva tudi k ugledu in prepoznavnosti države Slovenije. Spoštovani, pričakovanja do univerze danes niso nič manjša, kot so bila ob njeni ustanovitvi. Zavezujejo nas k krepitvi raziskovanja, k dviganju kakovosti in modernizaciji izobraževanja in k internacionalizaciji. Ob tem jubileju ima univerza eno samo, zares veliko pričakovanje do družbenega okolja, v katerem deluje, da bi bila prepoznana kot njegov osrednji razvojni dejavnik, ki si zasluži ustrezne pogoje za izpolnitev tega poslanstva. Hvala lepa. Hvala, rektor, profesor dr. Ivan Svetlik, za vaše besede. Letošnja slavnostna govornica je profesorica doktorica Katja Breskvar, predstojnica doktorske šole, katere shemo želijo posnemati mnoge evropske univerze.
Prosim, gospa profesorica, beseda je vaša. Spoštovani gospod rektor, spoštovani današnji slavljenci, senatorji in spoštovani častni gostje. Ob vabilu gospoda rektorja naj nagovorim današnje goste, me je najprej prevzel občutek ponosa in hvaležnosti za izkazano čast, obenem pa tudi rahlo nelagodje ob tem, kako izbrati temo, da bo za univerzo aktualna in ne bo, kljub krizi, ki ta čas pesti našo univerzo in našo družbo nasploh, imela preveč negativnega naboja. Želela bi posredovati pozitivno sporočilo, ki je za tako slovesnost, kot je današnji 94. rojstni dan Univerze v Ljubljani, najbolj primerno. O krizi danes govorimo na mnogih mestih, ob mnogih priložnostih in vse skupaj deluje nekako tako, kot da ni videti rešitev in da še naprej v mnogih pogledih drsimo le navzdol. Mislim, da ni potrebno, da je tako in da se moramo takemu vzdušju upreti. Tudi v teh kriznih časih se lahko razvijajo pozitivne stvari, ki prispevajo k rasti univerze in dvigu kakovosti dela ter dvigu njenega ugleda. Čeprav sem že dolga leta vpeta v univerzitetno dogajanje na različnih področjih, bom tokrat govorila o doktorskem študiju, ki ga iz svojih aktivnosti na Univerzi v Ljubljani v zadnjih letih najbolje poznam. Kakovostno doktorsko izobraževanje je namreč eden od zelo pomembnih kriterijev za odličnost univerze, je njeno ogledalo, saj zaključuje izobraževanje na najvišji stopni, ko univerza skupnosti daje svoje najboljše diplomante. Doktorski študij ima tako zelo velik vpliv na njen sloves doma in v mednarodnem okolju. O rezultatih prenove izobraževalnega procesa na univerzi je bilo že mnogo napisanega. Bolonjska reforma je prinesla precej novosti, ki pa nas niso povsem zadovoljile. Nasprotno, na rezultate reforme leti več kritik kot pohval z mnogih strani, tudi strani študentov in drugih uporabnikov naših storitev. Vendar vse kritike niso vedno utemeljene, saj velikokrat temeljijo na nepravih pričakovanjih. Naš nekdanji rektor, profesor dr. Stane Pejovnik, je v svojem poslovilnem nagovoru dejal, da je temeljna naloga vsake dobre univerze, da vzgoji najboljše diplomante, kar pa ne pomeni, da jih bomo učili tako, da bodo že danes obvladovali vse specifične probleme za vsa delovna okolja, ki oblikujejo slovensko gospodarstvo. Učni programi naj ne bi nudili preveč specifičnih in konkretnih znanj, ki so morda aktualna danes, jutri pa bodo že zastarela in zato neuporabna. Programi naj bi nudili veliko osnovnega znanja, spodbujali k kreativnosti, inovativnosti in navajali na timsko delo. Ob takih zahtevah in pričakovanjih pa po bolonjski reformi lahko ugotovimo, da tudi univerza morda ni vseh svojih nalog opravila najbolje. Za neuspeh v reformi študija vedno radi iščemo zunanje krivce in najlažje bi bilo za napačne odločitve kriviti bolonjsko reformo in zanjo spremljajočo zakonodajo. Po pravici povedano pa niti dokumenti o bolonjski reformi, niti nacionalna zakonodaja niso zapovedovali razdrobljenosti novih programov, ki je nastala po celoviti prenovi študijskih programov. Predlog novega visokošolskega zakona, ki je trenutno v razpravi, kaže na to, da bo univerzam prinesel večjo avtonomijo pri študijskih programih, kar je po eni strani za univerze ugodno, po drugi pa jim ob tem nalaga še večjo odgovornost. Kajti, ne glede na krizo, Univerza v Ljubljani ne sme nižati kakovosti, če želimo ohraniti status prve in najboljše univerze v državi. V Sloveniji namreč hitro narašča število novih visokošolskih ustanov, medtem ko se število kandidatov za študij že sedaj in se bo tudi v bodoče verjetno le zmanjševalo. Posledica naraščajoče ponudbe visokošolskih programov je, da kandidati lahko zbirajo isti ali podobni študijski program na različnih visokošolskih ustanovah. V takih razmerah je za Univerzo v Ljubljani izjemno pomembno, da smo pri njihovi izbiri na prvem mestu. Vpis najboljših študentov je namreč najboljše zagotovilo, da bo kakovost univerze stalno rasla.
Ob izbiri programov bodo kandidati za študij iskali zagotovila, da jim ponujamo najboljše programe, da jim bomo znanje posredovali po najstrožjih kriterijih zagotavljanja kakovosti, ter da bodo po dokončanem študiju dobili diplome, ki jim bodo omogočale primerno zaposlitev doma in v tujini. Torej, kriza ne sme vplivati na nižanje kakovosti, lahko pa ta čas izkoristimo za premislek in odločitev o tem, ali je in kaj je potrebno popraviti, da bodo programi sodobnejši, manj razdrobljeni, finančno bolj racionalni, ob tem pa bodo ohranili ali celo dvignili svojo kakovost. Potrebna je samo resna odločitev in volja, da si zastavimo visoke cilje in jih potem tudi izpeljemo. Da je to možno in izvedljivo, lahko vidimo na primeru prenove doktorskega študija. Univerza v Ljubljani si je že v svojem poslanstvu in v strateških dokumentih postavila kot temeljno vrednoto akademsko in znanstveno-raziskovalno odličnost. Kakovostno doktorsko izobraževanje, ki pretežno temelji na raziskovalnem delu, lahko k obema prispeva znaten delež. Zato je bilo ob prenovi doktorskega študija izjemno pomembno, da se tega zavedamo in reformo opravimo tako, da bo to pomembno poslanstvo vidno izraženo in bo prispevalo k ugledu univerze. Ko smo se v letih od 2005 do 2009 lotili prenove doktorskih programov, v nacionalni zakonodaji ni bilo nobenih členov, ki bi se specifično nanašali na doktorski študij, opredeljevali njegove posebnosti in ga ločili od študija na prvi in drugi stopnji. Pa vendar je bilo jasno, da se doktorski študij od ostalih dveh stopenj študija bistveno loči v tem, da je njegova ključna sestavina znanstveno-raziskovalno delo. K sreči smo se od pravnikov naučili, da si zakone lahko razlagamo tako, da če zakon nečesa ne določa, le tega tudi ne prepoveduje. Tako smo si vse ključne kriterije za pripravo doktorskih programov skupaj s kriteriji za zagotavljanje kakovosti postavili sami. Veliko podporo pri prenovi doktorskega študija smo imeli v aktivnostih na evropski ravni. Ob koordinaciji Evropske zveze univerz so bila sprejeta vsa ključna načela, ki naj bi jih evropske univerze ob prenovi doktorskega študija upoštevale. Za prenovo doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani velja, da je potekala skladno z vsemi evropskimi načeli, vendar tudi, kar je zelo pomembno, ob upoštevanju lastnih bogatih izkušenj in tradicije razvoja znanstvenih disciplin na naši univerzi. Pri prenovi smo med drugim posebno pozornost namenili uvedbi interdisciplinarnih programov, pri katerih sodeluje več članic, bodisi v celoti, bodisi preko posameznih oddelkov ali posameznih učiteljev. To je za študente na ravni doktorskega študija prineslo novo kvaliteto, obenem pa izrazito povečalo sodelovanje med raziskovalci na univerzi. Prenova doktorskih programov je sedaj za večino znanstvenih disciplin, ki jih gojimo na Univerzi v Ljubljani, izpeljana. Pred nedavnim nas je obiskala ekspertna skupina, ki je za Evropsko komisijo opravila pregled stanja pri doktorskem izobraževanju na evropskih univerzah. V vseh kriterijih, ki jih je kot prednostne postavila Evropska komisija, je bil doktorski študij na Univerzi v Ljubljani ocenjen zelo visoko. Ob tem naj poudarim, da je univerza za izpeljavo reforme od države ni prejela nobenih dodatnih sredstev. Ko se udeležujem sestankov Evropskega sveta za doktorsko izobraževanje, ki deluje v okviru Evropske zveze univerz, imam priložnost opazovati, kako v tem pogledu napredujejo druge univerze. Več kot polovica evropskih univerz je reformo doktorskega študija ob upoštevanju sprejetih načel že izpeljala. Ostale univerze imajo ob tem večje ali manjše težave. Vzrok za to je po eni strani lahko pomanjkanje sredstev, po drugi strani pa je ravno pomanjkanje sredstev lahko primerni izgovor za dejansko pomanjkanje volje za spremembe. Mnoge univerze, predvsem univerze v naši bližini, so si vzele naš model za vzor in ga poskušajo tudi same uveljaviti. Vendar ugotavljajo, da je težko preseči s tradicijo in zato tega same ne zmorejo. Na pomoč vabijo evropske ekspertne skupine, ki jim svojimi nasveti ob tem bolj ali manj uspešno pomagajo. S ponosom lahko ugotovimo, da smo mi na Univerzi v Ljubljani to zmogli sami in ob tem celo postali vzor drugim. Sedaj, ko smo sistem postavili in reformo izpeljali, se lahko kritično vprašamo,
Ali smo z opravljenim delom že povsem zadovoljni in ali smo res dosegli vse cilje? To bomo vedeli šele, ko bomo videli rezultate našega dela. To pa so uspešno zaključena doktorska dela naših doktorandov in njihova uspešna potrditev v nadaljnjem raziskovalnem delu ali v drugih ustreznih delovnih okoljih. Ob tem ne morem mimo misli, ki jo je izrekel finski predstavnik na nedavnem evropskem srečanju o doktorskem izobraževanju, ki je zasedal pomembne funkcije v organih Evropske komisije, pristojnih za financiranje znanosti in razvoja. Izrazil se je takole, citiram: Diplomanti doktorskega študija naj bodo enako nekompetentni za reševanje trenutnih problemov delodajalcev, kot so diplomanti prve in druge stopnje. Konec citata. Doktorandov torej ne izobražujemo le za reševanje današnjih problemov, temveč za reševanje problemov, ki bo nastali jutri in pojutrišnjem. Doktorand naj bo ustvarjalen, inovativen, dinamičen, kritičen in sposoben reševanja kompleksnih problemov, če je potrebno tudi z interdisciplinarnim pristopom. Takšen doktorand se bo sposoben soočiti tudi z drugimi izzivi in se aktivno vključiti v življenje ožje in širše skupnosti. Upam, da se bomo z našim doktorskim študijem temu cilju približali. Ob tem se zavedamo, da naše delo nikakor ni zaključeno. Verjamemo, da smo vzpostavili dober sistem, ki ga bomo lahko dograjevali in ob rednem spremljanju uspešnosti naših doktorantov in mentorjev ter v skladu z razvojem novih znanj vanj uvaljali ustrezne posodobitve. V uvodu sem omenila, da naša univerza letos praznuje 94 let obstoja in počasi se približujemo 100. obletnici. Naj nas visoka številka ne zavede. 100 let se res sliši veliko, vendar je to za mnoge evropske univerze komaj doba, ki jo pri človeku povezujemo z zrelostjo. Večina najboljših univerz se namreč ponasa z več 100-letno tradicijo. Za našo univerzo pa pomeni, da je dosegla zrelost, ko je sposobna sprejemati odgovorne odločitve, za katerimi stoji, jih varuje in se za njih bori, kar je s svojimi dejanji že dokazala. Spoštovani današnji slavljenci, opravili ste veliko in pomembno delo za našo alma mater, s katerim ste ji pomagali, da se zrelo, samostojno in odgovorno sooča z izzivi, ki so pred njo. Zato se vam danes zahvaljuje in vam podeljuje svoja najvišja priznanja. S svojim delom ste že in boste tudi v bodoče dvigovali ugled Univerze v Ljubljani, tako da smo lahko danes mi in bodo jutri generacije za nami upravičeno ponosni, da smo njen del. Ob prejemu visokih univerzitetnih priznanj vam iskreno čestitam in vam še naprej želim veliko uspeha. Hvala. Profesorici doktorici Katji Breskvar se najlepše zahvaljujemo za slavnostni govor. Naziv častni doktor Univerze v Ljubljani, doktor honoris causa Universitatis Labacensis, podeljuje univerza odličnim slovenskim in tujim posameznikom za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti ter za tesno povezanost z Univerzo v Ljubljani. Univerza v Ljubljani je v 94 letih delovanja podelila 81 častnih doktoratov, praviloma v povprečju 4 na 5 let, kar kaže veliko premišljenost in tehtnost kriterijev podeljevanja najvišjih častnih nazivov univerze. Prosim rektorja univerze, da prične svečano podelitvijo. Spoštovani zbor, Senat Univerze v Ljubljani na sejah 28. maja in 22. oktobra 2013 na predlog Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad sprejel naslednje sklepe o podelitvi naslednjih letošnjih univerzitetnih priznanj. Na predlog Pravne fakultete Univerze v Ljubljani letos proglaša za častnega doktorja profesorja Josefa Weilerja za izjemno znanstveno delo in raziskave na področju prava. Prosim dekana Pravne fakultete, profesorja doktorja Petra Grilca, za predstavitev častnega doktorja profesorja Josefa Weilerja. Rektor Magnifice, dear Professor Weiler. Profesor Weiler je eden od najbolj znamenitih in prepoznavnih profesorjev prava na svetu.
Študiral je na univerzah v Sussexu in Cambridgeu. Na Haaški akademiji za mednarodno pravo je pridobil diplomo iz mednarodnega prava, doktoriral pa je iz evropskega prava na European University Institute v Firencah. Na tem inštitutu je bil v letih od leta 1978 do 1985 profesor in predstojnik pravnega oddelka ter soustanovitelj Academy of European Law. Kasneje je bil profesor na pravni fakulteti Univerze v Michiganu, profesor na Harvardu in na New York University od leta 2001 naprej. Letos je bil imenovan za predsednika European University Institute v Firencah. Profesor Weiler občasno predava na College of Europe v Brižu, na University College v Londonu, na oddelku za politične študije na Univerzi v Kopenhagnu, na Institut d'études politiques de Paris, Hebrejski univerzi v Jeruzalemu, na Max Planck Institutu für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht v Heidelbergu, na Chicago Law School, na Stanford Law School, na Yale Law School, na Univerzi v Torontu in Frankfurtu. Redno predava tudi na Asia's Global Law School na National University of Singapore in je sodirektor Akademije za mednarodno trgovinsko pravo v Makau na Kitajskem. Je tudi ustanovitelj in direktor Strauss Institute for Advanced Study of Law and Justice in sodirektor centra Tikvah za pravo in judovsko civilizacijo, oboje pri New York University. Profesor Weiler je bil član odbora pravnikov v odboru za institucionalno vprašanje Evropskega parlamenta o pripravi deklaracije Evropskega parlamenta o človekovih pravicah in svoboščinah ter o pripravi sodelovanja parlamenta na medvladni konferenci v Maastrichtu. Bil je tudi član skupine modrecev, ki je svetovala Evropski komisiji pri pripravi Amsterdamske pogodbe. Profesor Weiler je tudi član razsodišča Svetovne trgovinske organizacije, z velikim uspehom pa je nastopil tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Štrasburu v zadevi Lauci versus Italy. Profesor Weiler je ustanovni urednik revij European Journal of International Law in European Law Journal. Je ustanovni član mreže raziskovalnih prispevkov European Research Paper Archive in član njenega upravnega odbora. Je avtor številnih člankov in knjig z področja mednarodnega, primerjalnega in evropskega prava. 2 od njih sta išli tudi v slovenskem jeziku. Profesor Weiler je član Ameriške akademije umetnosti in znanosti. Naziv častni doktor so mu doslej podelile univerze v Sussexu, Londonu, Edinburgu, Macerati, Navari in Humboldtova univerza v Berlinu. Profesor Weiler je že od leta 1998, ko je prvič predaval na Mednarodnem forumu Pravne fakultete v Ljubljani, tesno povezan z njo. Za študente Pravne fakultete v Ljubljani je pro bono vodil 2 poletni šoli, eno v Ljubljani in eno na New York University. Po letu 2002 pa je vrh tega vsako leto na isti univerzi predaval za skupino študentov naše fakultete, ki je prišla na ekskurzijo v Združene države. Izdatno je pomagal diplomantom naše fakultete, ki so se vpisali na podiplomski študij na Harvard, New York University, na European University Institute v Firencah ali na College of Europe v Brižu. V študijskem letu 2001-2002 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ustanovil nagrado za najboljšo študentsko raziskovalno nalogo z področja prava Evropske unije in tudi prispeval finančna sredstva zanjo. Profesor Weiler je človek izjemne energije in dejavnosti, ki izstopa iz običajnih okvirov. S svojimi idejami in spodbudami je pomembno vplival tudi na delo Pravne fakultete v Ljubljani in preko nje na številne slovenske pravnike. Profesor je zelo naklonjen Pravni fakulteti in si iskreno prizadeva za njen napredek ter dvig kakovosti. S svojim vplivom je v preteklosti prepričal številne ugledne predavatelje, da so prišli predavati na našo fakulteto, se zavzeli za naše študente, ki so se vpisali na njihove fakultete. S svojimi predavanji, konkretnimi spodbudami posameznim študentom, pogovori in sodelovanjem z učitelji in še posebej mlajšimi sodelavci je pomembno spodbujal kakovostni razvoj Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Hvala lepa. Dear Professor Weiler, quam obremte spectatissime domine Joseph Weiler, honoris causa doctorem Universitatis Labacensis declaro. Congratulations. Prosim novega častnega doktorja Univerze v Ljubljani, da se vpiše v častno knjigo
Thank you. Honorary Doctor, would you like to give a short speech? Rector, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, it's a privilege and an honor to be here. On other occasions when I was privileged to have an honorary doctorate, it was an occasion when one joined a new faculty as a colleague. But this is quite different for me because I hope you don't mind if I say so, but I feel I already belong to you. And not only because you very graciously made me an honorary senator some years ago, but because I've had a connection to the University of Ljubljana for well over a decade. It's probably now 15 years since I first visited and gave a summer school. And there are many testimonies around the world that I've been going around and saying the best teaching experience I've ever had was those first years when I taught at the University of Ljubljana Faculty of Law. I usually say that students can be very smart, they want to learn, and they can be nice. And in all my other experiences of teaching around the world, they've always managed one or at most two. So my students at Harvard were very smart and they wanted to learn. I wouldn't say they were very nice. The only place I've ever taught where I could say all three things, very smart, wanting to learn, and very nice, was my experience in the University of Ljubljana. So it's really both an honor, a privilege, and a pleasure, Rector, to have been given this honorary doctorate. I thank you all from the bottom of my heart. Thank you, Honorary Doctor, for your words. Na predlog Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Ljubljani letos proglaša za častnega doktorja profesorja Herberta Walterja Roskija za izjemno zahtevno delo in raziskave na področju anorganske kemije. Prosim dekana Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, profesorja doktorja Matjaža Krajnca, za predstavitev častnega doktorja profesorja Herberta Roskija. Spoštovani gospod rektor, spoštovani zbor, profesor Herbert Reski je bil rojen 6. novembra 1935 v kraju Laukišken. Doktoriral je leta 1963 na Göttingenski univerzi iz kemije fluorovih spojin. Prvo profesorsko mesto je dobil leta 1971 na univerzi Johann Wolfgang Goethe v Frankfurtu. Leta 1980 je sprejel mesto profesorja in direktorja Inštituta za anorgansko kemijo na Göttingenski univerzi, kjer se je upokojil leta 2003, vendar še naprej raziskovalno dela kot zaslužni profesor. Med leti 2002 in 2008 je predsedoval Akademiji znanosti v Göttingenu, ki je tudi druga najstarejša nemška akademija znanosti. V tem času je Göttingenska univerza tudi zaradi tesnega sodelovanja z akademijo uspela v izboru za elitne nemške univerze. Opravljal je mnoge odgovorne naloge v stanovskih združenjih, bil je gostujoči profesor na številnih univerzah, sodeloval je v uredniških odborih uglednih revij in je član več akademij. Za svoje delo je prejel med drugim 2 nagradi Ameriškega kemijskega društva, leta 1998 za inovativno delo v kemiji Flora in leta 2004 za anorgansko kemijo. Leibnicovo nagrado leta 1987, Wilkinsonovo nagrado leta 1998 in francosko Humboldtovo nagrado leta 1986. Podeljeni so mu bili častni doktorati Univerze v Bielefeldu, Masarykove univerze v Brnu, Univerze Paul Sabatier v Toulouseu, Univerze v Bukarešti in Univerze v Kolumbiji v zvezni državi Missouri. Znanstveno delo profesora Reskija
v anorganski kemiji posega v celoten periodni sistem elementov. Poglejmo nekaj kvantitativnih kazalcev. V bibliografiji ima 1221 znanstvenih člankov, poglavij v knjigah in patentov, izdal je 6 knjig, znanstvena dela so citirana preko 20.000 krat. Njegov Hiršev indeks je 56. Svojo izjemno znanstveno produktivnost ohranja tudi v svojih 70 letih, ko je bil med leti 2009 in 2012 vsako leto avtor približno 30 znanstvenih člankov. V zadnjem desetletju so v njegovi skupini spojine aluminija, silicija in germanija z nizkimi oksidacijskimi števili uporabili kot reagente, ki so omogočili vstop v novo, izredno raznovrstno kemijo teh elementov. Medtem ko znanstveni članki kažejo izredno širino raziskovalnega dela Herberta Reskija, nam njegove knjige predstavijo široko razgledanost v kemiji. Knjiga eksperimentov Chemical Curiosities, Spectacular Experiments in Inspired Quotes predstavlja kemijske poskuse, ki jih prikazuje na javnih predavanjih, s katerimi vzbudi zanimanje za kemijo mnogim otrokom in odraslim. Tako predavanje je imel v Ljubljani na začetku 16. Evropskega simpozija o kemiji Flora v Cankarjevem domu leta 2010. Predloge za okolju prijazne eksperimente v šolah daje knjiga Experiments in Green and Sustainable Chemistry. Profesor Reski ima številne plodne stike s slovenskimi kemiki. V izjemno stimulativnem raziskovalnem okolju v njegovem laboratoriju na Göttingenski univerzi je delalo več slovenskih doktorskih in podoktorskih raziskovalcev, med njimi 3 kasnejši učitelji na Ljubljanski univerzi. Tam so osvojili najzahtevnejše metode sinteze, po katerih je Reskijev laboratorij posebej znan po svetu. Raziskovalno sodelovanje se je ohranilo tudi po njihovi vrnitvi v Slovenijo. Skupaj ima profesor Herbert Reski s slovenskimi raziskovalci 24 objav v uglednih revijah. Reski je imel ob svojih obiskih v letih 72, 91, 95, 2002 in 2010 v Sloveniji številna predavanja na Ljubljanski univerzi, inštitutih in na znanstvenih srečanjih. Žal se novi častni doktor Univerze v Ljubljani zaradi bolezni ni mogel udeležiti današnje slovesnosti, zato mu bomo listino izročili ob drugi priliki. Univerza v Ljubljani podeljuje naziv častni senator za pomembne prispevke k krepitvi miru in humanih odnosov v svetu ali za velike zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani. Prosim rektorja, da podeli naziv častni senator Univerze v Ljubljani. Na predlog Fakultete za elektrotehniko Univerza v Ljubljani letos proglaša za častnega senatorja profesora dr. Ratka Madžareviča za dolgoletno dobro sodelovanje z Univerzo v Ljubljani pri raziskovalnem in pedagoškem delu ter za pomembne dosežke na področju biomedicinske tehnike. Prosim dekana Fakultete za elektrotehniko, profesorja dr. Igorja Papiča, za predstavitev častnega senatorja, profesorja dr. Ratka Madžareviča. Spoštovani gospod rektor, spoštovani zbor, profesor dr. Ratko Madžarevič prihaja z Fakultete za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Zagrebu. Njegovo osrednje področje raziskovalnega dela je biomedicinska tehnika. Začetki dolgoletnega sodelovanja profesorja Madžareviča s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani sega v leto 1991. Profesor Madžarevič je k krepitvi odnosov med univerzama v Ljubljani in Zagrebu pomembno prispeval v okviru niza bilateralnih projektov hrvaško-slovenskega znanstvenega sodelovanja. Svojim bogatim in komplementarnim znanjem na področju biomedicinske inštrumentacije je prispeval k razlagi pojavov v tkivu med pojavom elektroporacije. Projektno in občasno sodelovanje je preraslo v nepretrgano več kot 10-letno izmenjavo izkušenj in znanja. Profesor Madžarevič je bil tudi pobudnik priprave in podpisa meduniverzitetnega sporazuma o sodelovanju med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Zagrebu, ki sta ga univerzi podpisali leta 2003. Profesor Madžarevič je v okviru več evropskih programov, ki spodbujajo mobilnost raziskovalno-učiteljskega osebja med evropskimi univerzami Erasmus, Basileus in Tempus, za upravljanje dela študija v Ljubljani navdušil več študentov z Fakultete za elektrotehniko in računalništvo v Zagrebu.
Tudi sam že od leta 1999 dalje vsako leto prihaja v Ljubljano kot gostujoči predavatelj in se tako vključuje pedagoško delo na Fakulteti za elektrotehniko. Profesor Madžarevič posreduje svoje bogato znanje z področja biomedicinske inštrumentacije v okviru nekajurnih predavanj. Nedavna spostavitev prvega slovenskega študijskega programa biomedicinske tehnike v okviru drugostopenjskega magistrskega študija elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je sovpadala z izvajanjem evropskega projekta iz programa Tempus 4 z nazivom Curriculum Reformation and Harmonization in the Field of Biomedical Engineering. V tem projektu smo skupaj s profesorjem Madžarevičem aktivno sodelovali v delovni skupini, ki je definirala smernice in priporočila za novo nastajajoče študijske programe biomedicinske tehnike v Evropi ter za prenovo obstoječih tovrstnih programov. V nesebični želji, da bi se poznavanje biomedicinske inštrumentacije čim bolj razširilo, profesor Madžarevič slovenskim študentom na tej študijski smeri omogoča tudi upravljanje dela praktičnega usposabljanja, za katero na matični ustanovi nimamo ustrezne opreme na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Zagrebu. Za študente ta prijetna izkušnja ni dragocena samo zaradi širjanja prepotrebnega znanja, temveč tudi, ker je prikaz možne oblike mednarodnega sodelovanja. Delo profesorja Madžareviča je izredno pomembno tudi v luči promocije biomedicinske tehnike kot stroke in samostojnega znanstvenega področja, tako doma kot tudi v mednarodnem prostoru. Poleg niza poljudnih predavanj in prispevkov v strokovnih in množičnih medijih je profesor Ratko Madžarevič tudi bistveno prispeval k nastanku razstave o biomedicinski tehniki s tehniko do zdravja, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije. Nenazadnje naj poudarimo, da je profesor Ratko Madžarevič že dolga leta aktivni in vidni član Mednarodne zveze za medicinsko in biološko tehniko, International Federation for Medical and Biological Engineering, IFMBE, ki je krovno strokovno združenje biomedicinskih inženirjev na svetu. V letih 2003, 2006 in 2006-2009 je bil izvoljen za glavnega tajnika zveze IFMBE, leta 2009 pa je bil izvoljen za predsednika za mandatno obdobje 2012-2015. Quam obremte spectatissime domine Ratko Madžarevič, honoris causa senatorum Universitatis Labarcensis declaro. Čestitam. Prosim novega častnega senatorja Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Ratka Madžareviča, da se vpiše v knjigo častnih senatorjev Univerze. Želi novi častni senator nagovoriti zbor? Prosim. Thank you very much, Your Excellency, Rector of the University of Zagreb, Your Excellencies, the Deans of the Faculty of the University of Ljubljana. It is a very large honor for me to be pronounced the Honorable Senator of the University of Ljubljana. It was always in my thoughts that the science is a universal term and that the international collaboration between the universities, between the professors and teachers and also the students is actually the step into a better future, especially in the field of biomedical engineering, which is my field of expertise, they say. I think that it is a relatively new science, but that it really is attached to human and humanity because it's helping to develop a better world without the illnesses and helping people to live longer and much better. Therefore, I really enjoyed whenever I was able to come to Ljubljana to teach and partially also mentor some of the students from the University of Ljubljana. And as well, I'm always very pleased when the teachers and the students from the University of Zagreb visit Zagreb.
I think that we have started a very good collaboration which will bring our students to a better and more healthy future. Thank you once more for this honor, and I hope that we will be collaborating in a much larger extent also in the future. Thank you. Hvala za vaše besede. Univerza v Ljubljani podeljuje plaketo Pro Universitate Labacenzi posameznikom in organizacijam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev. Prosim rektorja, da podeli plaketi Pro Universitate Labacenzi. Na predlog Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani letos podeljuje Univerza plaketo Pro Universitatis Labacensis festivalu Borštnikovo srečanje Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. In sicer za izjemno sodelovanje z Akademijo, kjer je festival omogočil študentom in pedagogom Akademije za gledališče, radio, film in televizijo aktivno sodelovanje na festivalu. Prosim umetniško direktorico festivala Borštnikovega srečanja Aljo Predan, da sprejme to plaketo. Na predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani letos podeljujemo plaketo Pro Universitate Labacensis profesorju Stuartu Wolfu, ker je podaril Filozofski fakulteti oddelku za zgodovino del svoje izjemno bogate osebne knjižnice s približno 3000 enotami in iz evropske družbene zgodovine novejšega obdobja in družbene zgodovine 19. stoletja. Prosim profesorja dr. Stuarta Wolfa, da prevzame plaketo. Congratulations and thank you. Zdaj pa malo glasbenega predaha. Študentke Akademije za glasbo, violinistki Ana Novak in Mojca Jerman iz razreda profesorja Vasilija Melnikova ter pianistka Mija Novak iz razreda profesorja Hinka Hasa bodo izvedle valček za 2 violini in klavir Dimitrija Dmitrijeviča Šostakoviča. Prosim.
Univerza v Ljubljani podeljuje zlato plaketo posameznikom za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja in za krepitev njenega ugleda. To častno priznanje Univerze v Ljubljani letos prejmejo profesor Egon Mihajlović z Akademije za glasbo, profesorica doktorica Terezija Golob z Biotehniške fakultete, profesorica doktorica Antonija Holzman z Biotehniške fakultete, profesor dr. Andrej Kovačič z Ekonomske fakultete, profesor dr. Aleš Vodopivec z Fakultete za arhitekturo, profesor dr. Drago Matko z Fakultete za elektrotehniko, profesorica doktorica Anuška Ferligoj z Fakultete za družbene vede, profesorica doktorica Julijana Kristel z Fakultete za farmacijo, profesor dr. Tomaž Cviter z Fakultete za matematiko in fiziko, profesor dr. Matjaž Branko Jurič z Fakultete za računalništvo in informatiko, profesor dr. Boris Štok z Fakultete za strojništvo, ter profesor dr. Emil Tokarž z Filozofske fakultete. Univerza v Ljubljani podeljuje svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke. Letos to svečano listino Univerze v Ljubljani prejmejo docent Janez Podlesek z Akademije za glasbo, ker je odsoten, mu bo listino predal dekan. Docent dr. Gregor Gorjanc z Biotehniške fakultete, ker je prav tako odsoten, mu bo listino predal dekan. Docent dr. Matevž Raškovič z Ekonomske fakultete. Docentka doktorica Melita Hajdinjak z Fakultete za elektrotehniko. Docent dr. Boštjan Udovič z Fakultete za družbene vede. Docent dr. Jernej Fesel Kamenik z Fakultete za matematiko in fiziko. Docent dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko. Ker je odsoten, mu bo listino predal dekan. Sedaj prosim profesorico doktorico Anuško Ferligoj, da se zahvali v imenu dobitnikov nazivov. Spoštovani gospod rektor, dragi sonagrajenci, spoštovani zbor. V imenu nagrajencev lahko rečem, da nam je v veliko čast, da nam je Univerza v Ljubljani podelila priznanja za naše raziskovalno in pedagoško delo.
Čeprav je naš poklic univerzitetnih učiteljev najbrž eden najbolj ocenjevanih, samo pomislimo na habilitacijsko, ARRS, študentsko in še kakšno ocenjevanje, ki se samo stopnjuje, je naš poklic privilegij. Saj zame velja, verjamem pa, da delim mnenje s sonagrajenci, da raziskujemo področja, ker nas veselijo in delamo z mladimi ljudmi. Seveda ni vse z rožicami poslano, zato poskrbijo administrativne obveznosti, neskončno pisanje predlogov raziskovalnih projektov, pri vedno bolj masovnem študiju preverjanje znanja velikega števila študentov, pa še kaj bi se našlo, a vseeno lahko rečem, da imamo privilegiran poklic. Podeljene nagrade, ki izkazujejo, da nas univerzitetno okolje ceni naše delo, nas še bolj spodbuja, da bomo v bodoče po svojih močeh še naprej prispevali k ugledu Univerze v Ljubljani. Hvala. Hvala za izrečene besede, profesorica doktorica Anuška Ferligoj. Ob koncu prisluhnimo študentki Akademije za glasbo, mezzosopranistki Nuški Drašček Rojko iz razreda profesorja Matjaža Robausa, ki bo izvedla arijo Starke, I am easily assimilated, iz opere Candide Leonarda Bernsteina. Pri klavirju bo Andreja Kosmač. Thank you.
Zdaj pa prosim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Ivana Svetlika, za sklepno besedo. Spoštovani, dovolite mi, da ob koncu današnje prireditve še enkrat iskreno čestitam vsem nagrajencem v imenu Univerze v Ljubljani in seveda v svojem imenu. Želim vam obilo nadaljnjih uspehov pri vašem raziskovalnem in pedagoškem delu. Vaši študentje naj gledajo vaše dosežke in to naj jim bo spodbudo tudi za njihov dober študij in napredovanje. Želim vam pa tudi obilo osebne sreče in uspehov v prihodnjem letu. Vse udeležence slavnostne seje vabim v sosednji prostor, še prej pa se jim zahvaljujem za udeležbo na današnji slovesnosti v tednu Univerze v Ljubljani. Posebej smo jo posvetili doktorskemu študiju in zato vas tudi vabim, da si ogledate razstavo v doktorskem študiju na naši univerzi v balkonski dvorani v tem nadstropju. Torej, hvala lepa za udeležbo in vabim vas na druženje v sosednji prostor. Hvala lepa.